listening? You crazy mother. Živijo vlog, danes bo full hollywoodski vlog. Namreč grem na Madžarsk, ja, prav ste slišali, pogledati filmsko industrijo, kaj imajo Madžari. Pa to ni una erotična ali pa za odrasle, ampak čisto prava hollywoodska industrija. Prav ste slišali, grem pogledati Korda Studios, kjer nastajajo v bistvu kar precej hollywoodske produkcije. Ja, med drugim film The Martian z Mattom Damonom. But I'm still alive. Surprise. Zikar ste ga gledali, en boljših filmov mislim, da leta 2015 ali 2016. Grem pa tja na pobudo LG-ja, ki bo tam predstavil mednarodnim novinarjem, v bistvu LG G7, njihov nov pameten telefon. Tako da, pojmo pogledati. No, evo, prišli so me iskat. Dobro jutro. Čao, živijo, Čao, čao. Materna seka Rusa. Panonska nižina. Tako, prvi pa te zadnji pit stop pred Budimpešto, šel v Sloveniji. Giki so mogli to točiti, jaz pa tudi. Eni bojo papali, drugi pa ne. No, ko smo že glih pri filmih, ne? Film Vinetu so pa na Hrvaškem snemali. Zdaj, če greste čez predor Sveti Rok, pa pogledate za sabo, ne, ko se peljete na more, boste videli tiste gore, ki so v filmu. Tako da, čist filmsko. Evo nas, sred Madžarske, v bistvu nekih 30 km iz Budimpešte, postaja tole. Zdaj, ko vidim šatl tam v zadnji. Vidiš? Nekaj bo. No, vodička nam je pravzaprav ful stvari povedala. Zakaj je pravzaprav Korda Studio sploh nastal? Ker so Madžari ful pametni, z Orbanom na čelu in so spustili davke filmske produkcije. No, in takrat v bistvu polovica filmske produkcije Hollywooda nastaja, ja, na Madžarskem. Tako da tukaj se je med drugim snemal Inferno s Tomom Hanksom, pol snemal se je The Martian z Mattom Damonom, pol snemal se je Hellboy 2, pol snema se ta moment Robin Hood. Jutri pride Will Smith snemat svoj, ja, nov film, tako da, zaradi katerega v bistvu ne sme vlogati, ker so mu tako pač rekli, da ne sme zato manj vlogati. Tako da ja, tukaj je kup zelo zanimivih ljudi skozi, tako da jaz moram biti pozoren, da se slučajno ne zaletim v koga. Jan, and you have Thank to you. sign it too. No, zdaj držim v rokah novega LG G7 in prvi vtis je tako zelo spodbuden. Gre za zelo mehen, zelo tim telefon, ko spredi nima, pa, lega, nobenega gumba in zelo veliko ekrana. Zato je telefon v bistvu, ja, na prvi oči tako relativno mehen, čeprav z ogromno površino ekrana. Zdaj pa tako, kot je v navadi, ne, v zadnje čase, tu je kamera pametna, ne, in to s pomočjo umetne inteligence. In prav G7 tukaj dela še en korak. Kaj to pomeni? To pomeni, da prepoznava objekte, stvari, celo prepoznava ljudi in osebe in jih pol sortira v posebne mape in tako ne bo zmede v folderju. Zdaj valjda pri LG-ju so se pa tudi ful potrudili na področju zvoka, ne. Tukaj so naredili kar precejšen napredek. Sistem Boombox, to pomeni, da je cel telefon rata neke vrste zvočnik, deluje kot neke vrste subwoofer. In zdaj ta Boombox naj bi pomenil, da je od prehodnika nekaj 30% glasnejši. Tako da zvok je nekaj, kar tukaj jemljajo precej resno. Ampak tako pač piše v teh specifikacijah. Jaz še nisem probal, se pa veselim, ko bom to živo sprobal. Nima pa sam zvoka dobrega, ima pa posebne mikrofone in to kar dva mikrofona, ki slišita tam do nekje 5-6 metrov daleč, kar pomeni, da se boste lahko z Google asistentom tako zelo nadaleč pogovarjali. Pa boste rekli tako, hej Google. Hej Google. In vas bo v bistvu slišal telefon. In pač upošteval vaše ukaze. Čeprav ne vem, če hočete, da vas sliši, ne vem, do spalnice, na primer. Kaj pa še ena ful pomembna lastnost, pa je ponavadi ne omenjam, da tole sprednjo stran ščiti Gorilla 5 Glass, kar pomeni, da je to v bistvu največ, kar lahko dobite, zato da vaš telefon ne bo čist praskan.
se lahko, kot vsak. Baterija je 3000 mAh, kar je veliko ali pa malo, ampak za tako majhno ogrodje, kot ga ponuja LG G7, se mi zdi, da je to čist primerna velikost baterije. Predvsem pa ta velikost ponovadi vpliva tudi na debelino samega telefona, tako da meni všeč, da je ta telefon eden tanjših. Zdaj v notranjosti novega LG G7 je pa precejšno standardne, boste rekli, procesor Snapdragon 845, 4 GB RAM-a, drugače 64 GB storage-a, ki je seveda lahko tudi 128, wireless charging. Telefon pa med drugim dosega tudi standard IP68, domač povedan proti prahu in vodi je relativno odporen. Pa še ne par dobrot. Tako da več v direktnem reviewju tega telefona, ki ga bom prijel čisto res v roke in uporabljal nekaj časa. Pa se dajmo danes posvetiti mogoče drugim stvarem, ki so malo bolj zabavne kot telefoni. No, zdaj zgodba je čisto simpel, mi bomo šli na eno ogled tele fabrike filmov, Ana. Tele, koliko imajo telih objektov, ega. So se zidali, ega. So zgarbali, skup. Ja. Da gremo mi na set, v bistvu nekega medieval serial filma, whatever, in zgleda vse tako, kot malo zažgana, ne? There is no brick, there is no stone in it, it's only just something which is not real, it's fake. Gospodič je povedal, da je to v bistvu drugi največji set na svetu, več kot 10 000 kvadratnih metrov so postavili. Začeli so pa to postaviti leta 2011 in tukaj se je kar precej enih serij zgodil. Eno so bili Borgici, če se prav štekam, pol nek Cathedral. V glavnem, ja, medieval ne. Marco Polo recimo od HBO-ja, če kaj vem. Jaz sem se zmil, sem noter in v bistvu takole zgleda zadeva noter. Vse skupaj priprazen nič. Veliko lesa pa stiroporja. No, to je tako relativno zanimiv, ne. Zdaj smo nekje v Firencah, ne. In ko stopaš v srednjeveški objekt, se v zadnji skriva Martian set. Twisted World. No, to, kar boste videli v naslednjih kadrih, je pa v bistvu snemanje horror filmov, oziroma snemanje grozljivke, a ne. Ja, ene par kadrov bomo posneli, pa bo pa poštukali par kadrov iz pravega filma in na koncu bo zgledati tako, kot da mi ful actamo v ful grozljivki. Tako da, dajmo pogledati, kako zgleda to snemanje, pa si bomo pogledali pa še, kako zgleda video. Zombies and you know the whole apocalypse is over there, and you start running for your life. Now start talking. Guys, don't move. You're a superhero. Thank you very much. Thank you. For you. Really good. Bye. Tako, zdaj smo zaključili s to uradno predstavitvijo, pa z ogledom filmskih studijev, zdaj pa nazaj v hotel, pa na večerjo. Končno, zdaj se lahko malo spočijem. Evo, sem se ofrišil in zdaj lahko letim na večerjo, tako da še to odtrajamo, potem pa spat. Smo ga, res imamo ga! Thank you. Thank God za doma, mami! Vedno sem vedel, da bo A virus never seen. Cosmic destruction. You can't imagine. Destruction. Based on the famous bestseller.
Corda Film Park production. Four survivors against the infected army. Heroes will rise. Will they find a cure, or will they be just other victims? In the city of the subjects. In IMAX and digital 3D coming to cinemas near you. No, zdaj bom probal narediti en selfie s 24 kamere, da vidimo, kako to čisto res izpade.